Dobro jutro. Dobrodošli na 12. Startup Cafeju. Danes imamo eno zelo zanimivo temo, ki se tako lepo povezuje s tisto, kjer smo ostali prejšnjič. Tako da, če kdo mogoče ni bil na prejšnjem srečanju, kjer smo govorili o socialnih omrežjih oziroma o marketingu na socialnih omrežjih, si lahko to pogleda na internetu. No, danes sta pa z mano dva zelo zanimiva gosta, in sicer sta oba zelo povezana s Studio Moderno, kjer sta tudi zaposlena. Na moji levi je Jernej Petrin, ki je mednarodni direktor interneta v Studio Moderni, in pa potem zraven Radoš Skrt, ki je pa direktor internet projektov Studio Moderna in tudi lastnik največjega slovenskega portala z področja internet marketinga, ki ga pa najte naslov na svet.com. No, in kdorkoli se je že srečal s spletnim marketingom, a ne vsaj bežno, je verjetno takoj ugotovil, da je ta svet nekako poln kratica, ne? In jaz mislim, da je zdaj na začetku najboljš, da mi takoj pojasnimo, kaj je razlika med SEO, Search Engine Optimization, pa SEM, se pravi Search Engine Marketing, pa lahko potem vi poveste, kdaj bi se recimo odločili za ene zadruge. Bom jaz kar prevzel besedo. Ko omenjamo kratice SEM, pa SEO govorimo najprej, treba vedeti, da govorimo o iskalnem marketingu. Oboje je iskalni marketing, gre se pa za to, da dosegamo dobre pozicije na iskalniki. SEO, kratica Search Engine Optimization, optimizacija spletnih strani, je skupek nekih procesov in aktivnosti, s katerimi prepeljamo spletno stran do pozicij na iskalnikih. SEM, Search Engine Marketing, se pa v bistvu nanaša na zakup sponzoriranih povezav na iskalnikih. Zdaj govorimo predvsem o Google. Kdaj se odločiti za eno ali drugo vprašanje? Jaz strankam predlagam vedno oboje hkrati. Zakaj? Najprej bom še povedal, zakaj je sploh iskalni marketing zelo pomemben. Zagotavlja namreč cirka 80% obiska vsem spletnim stranem. Vse da govorimo o nekih normalnih spletnih stranih, ne o spletnih straneh, ki izvajajo, recimo, ki so močne na email marketingu ali pa na socialnih omrežjih, ampak pač neke normalne povprečne strani. Če pogledamo statistiko v Google Analytics, vidimo, da 80 ali pa še celo več procentov je prek iskanja. Posledično je seveda pomembno, da smo dobro uvrščeni na iskalniki. Iskalniki predstavljajo izhodiščno točko za brskanje po spletu, kar pomeni, da je zelo priporočljivo, da nas uporabniki najde čim prej. Kot sem rekel, 80% vseh klikov se zgodi na iskalnikih. Od tega večina na prvi strani rezultatov iskanja, med prvimi in desetimi. Seveda se zdaj tudi zopet pojavi vprašanje, kako pa priditi na prvo stran. No in zdaj pridemo na ta dva področja, SEO pa SEM. Seveda SEO pripelje organske pozicije, na prvo stran je pa to dolgotrajen proces. Za neke nekonkurenčne besede lahko traja, ne vem, 2-3 tedne, da pripeljamo stran na prva mesta. Kaj so nekonkurenčne besede? To je recimo poliranje industrijskih ležav, zdaj malo karikiram. Za zelo konkurenčne besede, kot so predvajanje, računovodstvo, izdelava spletnih strani in podobno, pa traja tudi nekaj mesecev. To je ta bistvena razlika. SEM pa seveda zakup sponzoriranih povezav prek AdWordsa, to smo pa lahko na prvi strani v cirka 10 minutah. Zdaj, če imamo čas, lahko še malo razdelamo te bistvene razlike. Ali gremo naprej na naslednje vprašanje? Lahko. Lahko, ok. Zdaj, recimo znanje, znanje, ki je potrebno za SEM pa za SEO. SEO načeloma potrebujemo malo kompleksnejše znanje na pozicijo na iskalnikih vpliva prek 300 parametrov. Seveda niso vsi enako pomembni. Potrebno je vedeti, kateri parametri vplivajo najbolj na pozicijo, recimo od domena, title naslova, vsebine na strani, linkov in tako naprej. SEM pa si v bistvu lahko vsak izmed nas na hitro odpre račun na AdWordsu, je tutorial, ki spostavi na nek enostaven način oglas, napišemo naslov, 2 vrstici description, določimo neke ključne besede in smo res v 10 minutah na tej strani. Bistvena razlika med SEM-om pa SEO je tudi to, da imamo recimo SEM-u popoln nadzor nad akcijo dobra statistična poročila. AdWords omogoča podroben prikaz vsega od
prikazov, klikov, konverzij, sami določamo ceno na klik, sami določamo budget, sami določamo, kako dolgo bo trajala akcija in podobno. Medtem, ko je pri SEO pa vse drugačno. Cena je odvisna predvsem od agencij, so zelo različne, dosta agencij tudi na zelo netransparentni način deluje. Večinoma se pa cene vse pri večini agencij postavlja tako, da plačujemo za neko pozicijo. Se pravi, prva je dražja kot druga in tako naprej. Tiste agencije, s katerimi sodelujem, pa ko imam kolege tudi druge, ponavadi obračunajo samo pozicijo od 1. do 10. mesta. Za kakšne so cene, ne vem, začne se recimo pri 30 evrih za 10. mesto, pa ne vem, 140, 300, 400 evrov za prvo pozicijo, je pa vse odvisno, cena za prvo pozicijo, kako konkurenčno zahtevna je beseda. Zahtevnejša kot je beseda, večja kot je konkurenca, višja je cena. Pri SEMu so pa cene na klik, ne vem, 15, 20, 30 centov. Za manj konkurenčne besede, za zelo konkurenčne besede, kot so recimo prevajanje, računovodstvo, plačujemo tudi po evro na klik. Ali celo več. Zdaj govorim jaz za slovenski primer, ne, v tujini je še to. Drastično više cene. To je zdaj tako, na hitro. Ja. Ok. Kaj pa za vas pomeni, recimo v Studiu Moderni, kaj pomeni recimo optimizirana spletna stran? Kako določite, da ste recimo dobro optimizirali, kako definirate optimizacijo in kaj je potrebno za to? Je to samo to, da smo recimo visok v teh iskalnikih ali se osredotočate še nekaj drugega? Jaz sem razmišljal na cajtu v tej besedi optimizacija. Zdaj, za nas v bistvu optimizacija pomeni, strategija je za nas proces. V bistvu, ne. Optimizacija je del tega procesa. V bistvu mi zasledujemo določene cilje, določene KPI, ki jih definiramo recimo danes in jih iteriramo danes na jutro, se lahko KPI izpolnjujejo. Kaj pomeni optimizirana spletna stran? Optimizirana spletna stran je za nas tista, ki najboljše podaja. Se pravi, zasledujemo en KPI, je enostavno simple konverzija od začetka do konca in prodaja. Zdaj, kako priti do te prodaje, je pa druga stvar. Eno je pač optimizacija samega poslovnega procesa, zadnji za samo spletno stranjo. Spletna stran je zgolj maska poslovnega procesa, ki poteka zadaj, od nabora izdelkov do izdelave zgodbe, do sourcinga teh izdelkov, do vse to vpliva v bistvu na sam look and feel spletne strani. Lahko pogovorimo bolj konkretno, imamo operativno ekipo, ki se prav specialistično ukvarja z UX-om in z optimizacijo z user experience-om in z optimizacijo teh manjših ciljev na spletni strani, spravi od samega teksta do grafik, da so pač slike pravilno umeščene, da so kvalitetne in da deluje. Zdaj, mi imamo trenutno cirka 140 spletnih strani v celi vzhodni Evropi in v tem času, v tem trenutku recimo pri nas teče 15 do 20 split testov. Seveda odvisno, koliko teh testov potekajo, tudi odvisno v katerem stadiju te optimizacije smo ali smo v nekem ciklu optimizacije, nismo, recimo trenutno menjamo tehnologijo. Prvič v zgodovini Studia Moderne res gremo na neko novo platformo, novo e-commerce platformo. To pomeni, da imamo manj testov, ker pač je glavni cilj pregled ponovno poslovnih procesov, pregled vse funkcionalnosti spletne strani, popis vsega tega, ogromno ene priprave, na kar, ko pač launčamo spletno stran, gremo v procesu optimizacije, se pravi, trenutno je pač pomembna priprava, vedno se moraš vprašati ta why, why before you, ne what, ne how, ampak pač ta why we do what we do, nikoli se vprašati how we do. Ampak ja, optimizacija od, SEMA, SEO-ta, grafik, konverzij, mikrokonverzij, makrokonverzij, you can optimize a lot. Če lahko še samo. Jaz bi se samo navezal na Jernejev odgovor, pa na tisto malo prvo temo, ki smo govorili, da prvo mesto še ne zagotavlja prodajnih rezultatov. Prvo mesto nam pripelje pač največ uporabnikov, možnih potencialnih strank na stran, če ni poskrbljeno za to, ker Jernej rekel, pa tudi ni nobene prodaje. Se
prav lahko rečemo nekako, da tukaj je res hudič v podrobnostih. Ne. Kako bi pa pol, oziroma če lahko komentirate ali pa opozorite na kakšne napake, recimo, ki se dogajajo v tem procesu, kaj ste vi, recimo, na kaj ste naleteli, ali pa če ste analizirali te vaše optimizacijske procese, kaj so največje napake, ki ste jih naredili in se jim probate zdaj izogniti? Spravi, moj background je že, zdaj sem na netu že tak 10 let, prej sem delal na eni agenciji, se reče Oxlus, smo portal za poslito.net in jaz se spomnim, imeli smo kar dosti klientov, ne vem, Žita Gorenke, pač ogromno je bilo teh klientov takrat pred leti in največji pain za mene v tem delu takrat je bil, da pač in v Sloveniji mogoče sem že prehitev, ampak v Sloveniji pogosto delamo spletne strani. In to je to, ne. Vsak, ko pride, jaz se spomnim še v študentskih letih, vsak pride in naredi spletno stran. In to je bil glavni cilj, okej, ampak noben se mi vprašal, a sploh rabim jaz spletno stran, mislim, a sploh rabim spletno stran. Zakaj ne naredimo kar, ne vem, fanpage na Facebooku, recimo, mogoče to čisto dobro služi mojemu namenu, ne, mojemu podjetju, mojemu biznisu. Tako da, a ne, to je tisti del, ko ful manjka, ne, pač delamo spletne strani in potem imamo narejeno spletno stran, se vprašamo, shit, ne, zdaj pa ta spletna stran nič ne proda, ali pa noben se ne subscribe, noben se ne optina, ne, kaj je problem, joj, čisto sem pozabil, nimam trafika, ne, nimam obiskovalcev, ne, in pa gremo brez glavo ponovati v proces pridobivanja trafika, ne, in to počnemo podobno, kot izdelavo spletne strani, odpremo account, začnemo malo oglaševati, potrošimo denar, vidimo, da se ne splača in je to to, ne. Teda, po mojem, je tu glavna stvar, ki jo opažam, je pač nek nestrukturiran pristop, ne, ki pa se ga da zelo enostavno hitro postrukturirati, boljš dobiti enega strokovnjaka na začetku, ne, ki gre od začetka, se pravi, od zakaj počnete, kaj počnete, mogoče povem, da sploh ne rabite spletne strani. Ali pa vi naredite nekaj na WordPressu, na hiter, neko osnovno spletno stran, vi rabite mogoče nek drug kanal komuniciranja, ne, mogoče, ne vem, kako se rekel Facebook, ne. Mogoče je to čisto dovolj, ne, ko nisem zadnjič govoril z eno kolegico, je odprla zdaj frizerski salon, ne, čist lokalni biznis v muzeju, v majhnem mestu, ne. Ja, daj mi narediti spletno stran, daj, ti fanbase na Facebooku, ne, objavili noter novosti, ne vem, nove sloge, frizure, ne vem, bod zanimiva, ne, in narediti opt-in formo na Facebook strani in ti je to čisto dovolj, ne rabiš spletne strani. In trenutno zadeva super funkcionira. Zakaj? Zato, ker to pač nek mikrobiznis, ki ne potrebuje stranki iz Celja ali pa iz Ljubljane ali pa iz Tujine, ne prodaja preko spleta, ampak mora pa še vedno komunicirati z svetom okrog sebe in Facebook je trenutno odličen za, recimo, za to. Mogoče sem malo zašel iz tega, ampak iz kind of a line. Ja, seveda. Ampak ne bo replika. Mi, če ste opazili, govorimo o dveh vrstah optimizacije. Jernej govori o optimizaciji nekih prodajnih procesov na spletni strani, jaz pa govorim predvsem o optimizaciji za potrebe iskalnikov. Zdaj začel vprašanje, katere so največje napake pri optimizaciji, sem jaz vrnil na tisto temo, sem pa se. Definitivno je najpomembnejša, mislim, največkrat opazim to, da stranke napačno definirajo ključne besede. Ključna beseda je temelj vsake optimizacije. Pogledati moramo, katere besede imajo največ potencijala, katere besede nam lahko pripeljajo največ obiskovalcev na spletno stran. To najlažje naredimo tako, da uporabimo Google Keyword Tool, oziroma zdaj sem mislim, da reče Keyword Planner, ponovo je brezplačno orodje, ker v bistvu preverimo nek seznam potencijalnih besed in ocenimo iskalni promet. Če tega ne naredimo, lahko naredimo precejšnjo napako, že ne vem, 12-13 let na seminarjih imamo nekaj test. Recimo dve firmi, ki prodajajo letalske karte. Ena je optimizirala stran na besedo Love Fares, druga pa na besedo Cheap Flights. Obe so na prvem mestu na iskalniku. In pa pogledamo rezultate, koliko je ena firma pripeljala obiskovalcev na stran, koliko pa druga. In beseda, zdaj mi ne držati besedo, so stari podatki, ampak da boste videli, v kakšnih razmerjih govorimo. Cheap Flights je imela, ne vem, 300,000 iskanj, Love Fares pa 2,000, ne. Tu je pa zelo bistvena razlika, se pravi, da je zelo pomembno izbrati pravo ključno besedo.
Ko imamo to pravo ključno besedo, je pa treba vključiti vse parametre, ki vplivajo na pozicijo na iskanju. In zdaj, kaj opažamo zopet pri nekih spletnih straneh, ki bi radi bile dobro pozicionirane, pa niso, da v bistvu ne vključujejo ključne besede, ne vem, tajte naslove, v samo vsebino na strani, v navigacijo, v menije, linke, v imena dokumentov, URL povezav, slik in tako naprej. Dosti vidimo še vedno, ne vem, prideš na stran, pa pišeš dobrodošli na naši spletni strani, bla, 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 ključne besede pa nikjer ni omenjeno. Pa posledično seveda Google tudi najti ne more. Največje napake pri vsemu, tam pa niso, ne vem, zdaj ključne besede, zato ker vsem je pa tako lahko, ne vem, zakupimo 1100 ali pa 1010, ne, to ni problem. Dostkrat naredijo ljudje napako, da peljejo obiskovalci na napačno landing stran. Dostkrat je oglas nepovezan z vsebino spletne strani. Posledično ima tudi slab quality score, ne, ker Google ima neke parametre, recimo en je tak quality score, na katerega vpliva click-through rate, relevantnost oglasa in tako naprej. Slab quality score pa povzroči tudi višjo ceno na klik na koncu. Tukaj hočemo ponavadi vedno dati kakšne nasvete, ne, Slata vse zidrastva, v bistvu zdaj že zelo veliko povedala, ampak mogoče tako še malo o številkah, ne, za startup ponavadi velja, da si lih nekih strokovnjakov oziroma ne more lih veliko outsourcati takih storitev. Kako bi pol vidva priporočila, da probajo dobiti v tim nekoga, ki to obvlada, ali je res bolj pomembno, da to prepustimo neki zunanji agenciji, ker zdaj se kar veliko pojavlja teh, recimo, delavnic, ne, ta Google AdWords in to popularen, tudi Analytics. Tako da za en tak startup, ne, recimo 3-4 ljudje, ki počnejo, ki imajo neko spletno stran, pa bi jo radi spravili čim više, se samo izobraževati ali vsem še vedno to prepustiti strokovnjakom? Za začetek bi definitivno priporočal, da dela prek neke agencije, prek specialistov. Zakaj? Zato, ker vemo, kakšen je strošek plače dnevnici, tako na 1500-2000 evrih, da zaposliš enega človeka. Vsem, kot sem rekel, sam določaš ceno na klik, sam določaš budget, direktno Google plačuješ. Zdaj dobro je dobiti agencijo, ki ti najprej prodaja klikov. Ko ima malo več znanja, ki skrbi tudi za neko konverzijo, optimizacijo na spletni strani, lahko se zmeniš, ne vem, da jim plačuješ na rezultat, to je v bistvu najboljše, ne? Da ti deliverajo neko prodajo, neko konverzijo. Zopet pri optimizaciji ne verjamem, da se lahko kdo, mislim, ja, se naučiš, vsi se lahko vse naučili, ne, ampak to traja, ne, se tudi optimizaciji, ki je cela gora pisanih. Ampak problem tega je, da v bistvu optimizacija ni samo vsebinska optimizacija na spletni strani, ne. Zadnja leta je v bistvu ključni element link building. Se pravi, poenostavljeno povedano, ne vem, več linkov zunanjih pelje do spletne strani, boljša je načeloma tvoja pozicija. Vsak link je nek vod do tvoje spletne strani. Problem zdaj pa je, če se kot startup loti tega, da v bistvu nimate te infrastrukture. Ne. Jaz sam imam recimo več kot 100 spletnih strani, na katere lahko dajem linke. In to je problem. Ne. Nekdo na začetku nima te infrastrukture, da bi lahko objavil neke članke, ki bi pol peljali do spletne strani. Cena optimizacije, nekaj sem že prej govoril, so različne seveda od agencije do agencije. Jaz bom zdaj na konkretnem primeru povedal, pa vem, da ima zelo podoben model tudi, ne vem, OptiWeb, Dominator, Zgorec in tako naprej, ko se ukvarjamo z optimizacijo. Jaz na začetku računam za neko vsebinsko pa tehnično optimizacijo, dam navodila, kaj je treba vse na strani spremeniti. To je recimo, ne vem, cirka 90 evrov. Pol se računa nek prvi paket link buildinga, recimo, ne vem, 14-15 člankov, seveda napisanih na neko ključno besedo, so objavljeni na različnih spletnih straneh, na različnih strežnikih, iz teh člankov vodijo linki do spletne strani, to je recimo še dodatnih, ne vem, 150 evrov. Pol pa zdaj zopet odvisno od zahtevnosti besede. Pri manj zahtevnih besedah sprejmem nase garancijo, da pripeljem zadevo na prvo stran iskalnikov. Garancija je pa ta do stranke, da v bistvu nič ne plačajo, dokler niso na prvi strani.
Kot sem rekel, pol so pa recimo cene za 10. mesto, ne vem, 30 € in grejo recimo po 5 € ali pa 10 € gor, ne vem, do 140-190 €. Pri zahtevnejših projektih, ne, ker pa je v bistvu treba na dolgi rok graditi povezave, ne, se pa v bistvu plačujejo neki mesečni pavšali za članke, ne, ki oceniš, ne vem, da pač, ne vem, na mesec gaji 10-15 člankov, ampak stranka točno dobi pa poročilo na koncu, koliko teh člankov je bilo objavljeno, pa na katerih straneh, ne, tako da točno ve, kaj plačuje. Ko pa pride strana med prvih 10, se pa še plačujejo te pozicije. To je zdaj tako, recimo v tem sklopu firm, ko sem jih omenil, so približno takšne cene. Ne? Nekateri ti pa pač računajo, ne vem, 1000 € pavšala na mesec, pa ne veš, kaj dobiš, ne. Kaj pa je za zahtevnejši projekt? Zaprav, to je samo, koliko je stranka velika, koliko spletna stran, mogla imeti vsega? Ne, tu se pa sploh ne gre, koliko je firma velika, koliko ima zaposlenih, ampak samo zahtevnost besede. Aha, zahtevnost besede. Ja, tu se gre pa za zahtevnost besede, kot sem omenil, najzahtevnejše so prevajanje igre, računovodstvo in tako, izdelava spletnih strani. Vi ste v Studiu Moderna zelo prisotni na teh trgih vzhodne Evrope. Opažate kakšne, recimo, razlike ali pa posebnosti tega, da ste prisotni v tem delu na teh trgih in kakšne so recimo razlike z domačim trgom? Je tam težji, je zaradi jezikovnih posebnosti, so kakšne stvari, ki jih je treba paziti, recimo na svet za tiste, ki se probajo tega lotiti na tujih trgih, ne samo na domačih. So dosti velike še, odvisno od trga do trga, tako je že Radoš omenil cene, predvsem so razlike v cenah, se pravi vse, kar sem omenil, je v bistvu lahko plus minus 30%, če govorimo o neki Češki, Poljski, so cene takoj podvojene, taka Bolgarija, mogoče Makedonija, so zadeve še relativno ugodne. Mogoče bolj zanimivo, ne, kot v luči same optimizacije, ne, mi imamo recimo na vzhodnih trgih, tudi uporabljamo različne te, mi rečemo, awareness kanale, oziroma kanali, ki nam buildajo awareness brandov, ne, sploh, ker recimo launchamo Dormeja ali pa Delimano, se pravi nove brande, ki začenamo z nule. Naš model ni več toliko DRTV-ovski model, kot ga poznamo v Sloveniji, ker se je glavni brand building zgodil preko televizije, ne, preko DRTV time slotov, preko prime time slotov, ampak recimo vse bolj koristimo digitalne kanale, tu koristimo recimo razne rešitve Google, kar še recimo banner advertising, kdo bi si mislil, ne, banner advertising te deluje, ja, odvisno, kaj zasleduješ. Če zasleduješ povečanje vpisov, Dormejev, keywordov v Google Search, ne, je tvoj cilj dosežen, ne, in če je banner tisti format, ki ti to omogoča, pač koristimo banner advertising, koristi se dosti YouTube. YouTube je zdaj launchan kot in-stream play format v celi vzhodni Evropi, mi smo to že delali na Češke, na Poljskem smo to delali že pred leti, no, zdaj smo na polno začeli delati tudi v vzhodni Evropi. Potem pa mogoče kot zanimivost, mogoče tiste, ko launchajo ta Facebook, ne, ko sem ga že omenil, je za nas the holy grail, ne, recimo trgi kot Makedonija, Albanija, Srbija, ne, nimajo toliko razvitega media landscape, ne, nimajo agencij, kot jih imamo mi, tega networka, dosti postavljenega, tam je pač se skupaj delovalo bolj pod mizo, ne, daš nekemu lastniku medijskega portala 1000 € pod mizo in on ti rotira banner, ne, koliko dolgo si pač želi, ne, in recimo Facebook je nek fair trade, ne, ima točno določena pravila advertisinga z novimi formati, zdaj, ko so jih recimo predstavili, skupaj z Googlom lahko predstavlja eno zelo močno orožje fair buildinga, brand awarenessa, se pravi zaveščanja online uporabnikov, da ste tam, ne, da kaj ponujete in posledično tudi optimizacija, ne, ker ta orodja so zelo, omogočajo zelo točno kontrolo, ne vem, segmentacijo po uporabnikih, po fanbase, če imate že neke obstoječe liste, lahko delate custom audience. Se pravi, mi lahko rečem, ne vem, Rusija je pa spet nekaj poslovanja. Rusija ima pa spet malo drugačen media landscape, ampak ja, so razlike. Se pravi, vedno naredite analizo, ne? Ja, vedno se naredi analiza in na koncu je vse vprašanje roja, ne, return of investmenta, ne. Koliko dati vsejo, koliko dati vse, večno vprašanje, ali se splača banner advertising, kaj dobimo z YouTubeom, koliko dati v Facebook, ne, v newsfeed promotion, ki recimo bolj deluje kot klasični advertising, to je večno vprašanje, ne.
Zato pravim, če se navežem na čist prvo topiko, ne, vse skupaj, naša strategija je proces in proces konstantne iteracije. Nismo, pač ne plavam, nismo sigurni, danes nismo sigurni, gledamo, kaj se bo zgodilo jutri, toliko je sprememb, ne, tudi na polju competitiona, recimo, ne, v Romuniji vidim ogromen porast competitiona, recimo, na medses kategorijah, ne, mi smo zelo močni z Dormeja, imamo ogromno awareness, na Dormeja, ampak competition je tam, recimo, če do Sloveniji praktično ni, ne, oziroma je manjši, ne, je v Romuniji tega ogromno in tudi spremembe so zelo hitre, ne, in competition je pametno. Teda je zelo potrebno, na vzhodnih trgih je tudi potrebno biti na preži, ne, vsak dan, kaj se dogaja na search engine marketingu, ogromno je še tega malo witchcrafta na SEO optimizacijah, ne, ogromno je še link buyinga, če gledamo v Rusiji, je to glavni biznis, na Poljskem se še to vedno dogaja, tako da je še nekaj, še kar dosti črne magije, tako da je potrebno biti previden skozi. Ampak so pa priložnosti, zagotovo bistveno večji trgi, bistveno više priložnosti. Tudi kupna moč raste, GDP res raste, dobri digit na vzhodni Evropi, da se splača. Jaz zdaj ne bom govoril o nastopu na tujih trgih, ampak Jernej je tukrat omenil neke banerje, pa banner oglaševanje, da moram zdaj skočiti s to naprej. Pa ko smo tu, ko ste vi prišli, da dobite nekaj na svete, se mi zdi prav, da vam nekaj povem še glede bannerjev. Na splošno vse to apliciramo lahko tudi na tuje trge. Predvsem, ko zakupujete bannerje, kaj je potrebno vedeti. Načeloma imamo 3-4 modele. Time-based model, kjer zakupujemo bannerje po neki fiksni ceni. To je v bistvu že malo pa se zelo redko kdo ponuja, ampak kak imajo manjši blogeri še ta model ponuja. Recimo, vam kak bloger ponudi mesečni zakup bannerjev za ceno 50 €, pa se vam to mogoče zdi sitnica, ne, čist malo denarja, ne, ampak na koncu, ko ste pa videli, koliko obiska vam pripelje ta banner, je lahko pa tudi klik 25 €. Ne. Se pravi, če vam kdo ponuja zakup po modelu time-based, je nujno potrebno pogledati njihovo statistiko, koliko malo prikazov, ker iz tega si boste približno lahko zračunali, koliko boste dobili. Naj omenim, da recimo poprečno stopna klikov na produktne bannerje, se pravi, da oglašujemo neko akcijo, nek produkt je 0,06%. 0,06%. Pa imamo model cena na prikaz, cena na klik, pa en je pa še cost per action, v bistvu, kjer plačujemo z neko provizijo, ampak tega se mediji izogibajo, zato ker bi bil najmanj denarja. Najbolj pogosto upravljava modela v Sloveniji pa sta, kot sem omenil, cena na klik in cena na prikaz, in zdaj pa tudi treba nekaj bistveno delati. Poprečna cena zakupa na prikaz v Sloveniji okrog 10 € na 1000 prikazov. Poprečna cena na klik je okrog 40 centov. Te cene je malo verjetno. In kaj je zdaj dobro verjetno? Če shajamo iz te predpostavke, da je poprečna stopna klikov na banner 0,06%, dobimo mi za 1000 prikazov na stran 0,6 uporabnika. Niti enega. Se pravi, potrebujemo za 6 uporabnikov 10 000 prikazov. Če smo rekli, da je cena 10 € na 1000, damo za 6 uporabnikov 100 €. Zdaj si izračunite, koliko je cena na klik. Je 16 € cirka. Po drugi strani, če zakupimo na istem mediju, po ceni na klik damo pa 1,8 €. Se pravi, to so 30 ali pa 40-kratniki razlike v ceni, tako da definitivno vsem priporočam zakup po ceni na klik. No, prej, ko smo se pogovarjala, ste pa tudi omenili, da SEO pravila, ko so se v prejšnjem letu spremenila, lahko poveste še o tem, preden gremo na vprašanje. Google vsake toliko časa z nekimi spremembami algoritma precej zamaja to SEO industrijo. In največji taki tektonski premiki so se zgodili lani maja s Penguinom, s to spremembo algoritma. Kaj zdaj prinaša sprememba algoritma? Da se v bistvu neka pravila na podlagi česa se upošteva pozicija spletne strani na iskalnikih bistveno spremenijo. In ta Penguin je naredil res bistvene spremembe. Tisto, kar je bilo predtem dovoljeno, kar je bila splošna praksa, ne bom rekel, da ni več dovoljeno, ampak si v bistvu bil sankcioniran.
večina SEO agencij je za svoje stranke zelo zgubila pozicije. Pa ne govorim o nekih black hat tehnikah, ker teh se nikoli nismo posluževali. Zdaj, kaj so bile bistvene spremembe? Da včasih pred leti se tudi na vseh seminarjih govoril, ko je treba delati ta link building, je treba dati ključno besedo na linke. Govorimo o nekih enkrat tekstih, ne? Se pravi, na neko besedo damo mi povezati. In zdaj recimo, če vzamemo primer, če optimiziramo spletno stran za računovodstvo, pa je bilo dobro imeti čim več linkov, na katerih piše računovodstvo. Se pravi, si omenil besedo računovodstvo, dal link in ga linkov na spletno stran. In to smo skozi delali. In seveda hitro prišel do teh top pozicij na iskalnikih. Pa kar naenkrat Google čez noč spremenil pravila, to pa ni več ok, ker ni več naravno, ne? Ker ti ne moreš imeti samo vse linke z isto ključno besedo, ne? In si ful zgubil pozicijo. Ne omenim, da recimo da smo počistili, spravili strani spet na neke normalne pozicije, to traja 6 do 9 mesecev. Zdaj pa, kaj je pa zdaj tisto, kaj je treba delati? Čim bolj po naravni poti. Recimo, exact anchor tekst s ključno besedo ne predstavlja v strukturi linkov največ 30%. Se pravi, link je tisto, kar smo prej govorili, ne dajati linke, nakliknem tukaj, več informacij, ja, dajte. Zato, ker to je bolj naravno. Se pravi, link je treba obešiti na ključno besedo, na ime podjetja, na samo domeno, klikni tukaj in tako naprej. Google daje tudi vedno več poudarka na sami vsebini, kar je cool, z uporabniškega vidika. Se pravi, vaša spletna stran mora rasti, se mora osveževati, morate dodajati vsebino, to ima Google rad. Google pri poziciji upošteva tudi, kakšni so neki bounce rate. In to čisto preprosto zmeri. Ti recimo lahko pripelješ spletno stran na dobre pozicije, ko uporabnik klikne na njo, pa če ne najde na spletni strani tistega, po kar je prišel na stran, bo prišel hitro nazaj. Se pravi, ta nek čas zadržanja na strani bo zelo kratek, 2-3 sekunde. In to Google valjda vidi, kdaj je bil klik na njegovem iskalniku, kdaj je prišel uporabnik nazaj in take strani bo hitro letele dol. Se pravi, treba, zdaj sem pa čisto na začetek vrnil tisto vse, kar je Jernej pregovoril. Potrebno je poskrbeti za dobro uporabniško izkušnjo na strani. Uporabnika moraš peljati čez spletne strani, mora biti dobra vsebina, da se tam zadržuje. To so zdaj v bistvu tudi neki novi principi pri SEO optimizaciji. Se pravi, več raznolikih linkov, pa dobro vsebina. Ok, zdaj smo pa prišli do vaših vprašanj, tako da tukaj imate res dva strokovnjaka na svojem področju, tako da tisti, kar vas kaj zanima, lahko zdaj vprašate. Imamo kakšno vprašanje? Pravljeni sebe, čez kratko vprašanje. Govorili ste, da imate izkušnje iz vzhodne Evrope, pa tlele, recimo, veste, kako je kaj za zahodno Evropo, za EU, tako, bistveno drugače, ali so osnovni principi se počasi širijo proti vzhodu, ali kakšne so vaše izkušnje? Ja, smo tudi v Ameriki, ne? In v Angliji, z Dormejem, z Octospring tehnologijo. V bistvu principi so podobni, zadeve funkcionirajo identično, samo predstavljaš si, da v Ameriki so zadeve pač napake ubijajo. Če si lahko v vzhodni Evropi včasih dovolimo kakšno napako, gremo z nekim novim oglaševalskim formatom, potrošiš nekaj denarja, zameriš svoje KPI-je, ki si zasledil, jih benchmarkaš in vidiš pač roj je negativen, preživiš, greš naprej, iteriraš spet, v zahodni Evropi je vse v bistvu kakšen je tvoj pot denarja, ker napaka se drago kaznuje. Nemški trg je, in sem raziskoval nemški trg, kliki so tudi do 4-5krat dražji, kot recimo v Sloveniji. Seveda odvisno spet od ključnih besed, kaj zakupujemo, katere cilje zasledujemo. Tako da, če je potrebno biti na vzhodnih trgih previden na rast in konkurenco in pač njihova agilnost, je to na zahodnih trgih malo bolj stabilno, kar se tiče konkurence. Je pa res, da se pravim, so bistveno, kliki so dražji. Price elasticity je malo drugačen na zahodu, kot na vzhodu. Je kar neki faktor, na katere mora biti previden. Ni easy.
Živijo, jaz bi se pa mogoče majčkar navezala na nakupni proces. Se pravi, mi smo na začetku rekli, social media smo dali kar stran, potem banner advertising smo tudi nekako dali kaj stran. Samo, ne vem, mislim, v smislu, da je nakupni proces iz več faz. Se mi zdi, da smo zdajle govorili v kontekstu, kakor da bi bil vse direct response. Ampak v bistvu, kaj zdaj, če jaz iščem počitnice, ne vem, se že 2 meseca ukvarjam s tem, googlam, ne vem, displejajo mi oglase. Ampak vi bi, na primer, to evidentirali, a ne, mislim, da bi jaz verjetno srčala potem, kot da bi bil paid click. Mislim, KPI bi bil kakor, da bi jaz prišla iz iskalnika, potem, ko bi se enkrat že odločila. Kako v bistvu narediti metrike, ki bi lažje zajele nakupen proces oziroma dajale relevantnejše informacije na zadeve, ki se jih ne odločimo v momentu? 2 kesa. Mislim, teoretično, tudi po praksi povedal, kako je bod. Ja, super vprašanje. V bistvu, moj glavobol, oziroma challenge in inspiration v zadnjem letu, čisti izziv, ko smo ga imeli, lansirali smo en nov brand, reče se mu Live Active, v bistvu gre za spin-off kategorije fitness iz Topshopa in kako zdaj postati on top of mind, ne, ljudi, kako razmišljaš o treadmillu, o osobnem kolesu, pomisliti na Live Active, ne. Šli smo pogledati do meja in kar smo ugotovili na enem exercise skupaj z Google ekipo, da pač edini keyword, ki je za nas res relevanten v searchu in kjer ga res moramo videti vedno in povsod in vedno moramo biti prisotni, je recimo Dormejo keyword. Se pravi, uporabnik, edini sales keyword, ki je nam kaj vedno, je to Dormejo keyword. Dormejo ležišče, Dormejo v glavni kakorkoli, ampak pač je beseda Dormejo. In tudi na ta keyword je conversion rate približno 3-4 višji, kot na vse ostale keyworde, kjer se napake dodajajo in na katere ti začneš bitati. Na začetku, ko nimaš nekega brand awarenessa, ko ne veš, ko te ljudje še ne prepoznajo, se moraš vprašati, katero orožje boš uporabil, ali bo to televizija, ali bo to digital, po mojem, gotovo digital ima zelo visok potencial. In tu se vse začne, tu se začne celoten proces nakupa. In če damo ležišče, valjda proces nakupa ali ležišče zmenjajo ljudje, ne vem, na 5 let, podobno kot avto, je čist nekaj drugega, kot direct response, ki ga vidimo pri Topshopu, kjer se izvaja visok demand na en izdelek in people really want it and people take it this moment. In kaj je bil naš izziv pri Live Active in kaj smo opažali pri Dormeju je, pač pri Dormeju smo imeli budget za oglaševanje, ampak enostavno nismo mogli pokuriti. To je bil en tak zanimiv fenomen v Romuniji, imeli smo budget, ampak enostavno nismo servirali dovolj Dormejo keywordov. Domač povedano, ni bilo dovolj searcha in kaj smo pol naredili, valjda šli smo oglaševati v generične keyworde, izgubili na konverzije in se odločili, ok, bomo prekinuli oglaševanje. Kar smo pa ugotovili in v Romuniji in v Sloveniji smo zrado še enkrat sedela je, da se nam je povečala prodaja v trgovinah. In zdaj, kako atribuirati stvari, trgovinam, stroške oglaševanja, seveda, kako poloviti stranke, na kateri stopni nakupnega procesa to je bil za nas masovni challenge in še vedno je challenge, ampak smo ga zdaj začeli pač strateško razreševati, skupaj z malo drugačnimi metrijami, skozi malo drugačnimi KPI. Če smo imeli last attribution, click conversion KPI, to je tisto, ko človek pač kup, kot Holy Grail, še vedno je Holy Grail, smo začeli zdaj recimo z YouTube oglaševanjem, z nekimi holističnimi, če hočete, kampanjami, brand buildinga in awareness buildinga in brand demand buildinga. Smo začeli uporabljati orodje, kot so YouTube, kjer je prodaja nična praktično, ampak je exposure zelo visok. Traffic je zelo visok, ljudje pa še niso pripravljeni kupiti. Podobno se nam dogaja z newsfeed promotion s Facebookom. Smo začeli spremljati malo drugačne KPI. Spremljati smo začeli bounce rate, recimo, ki ga poskušamo znižati s tem, da povečamo relevantnost vsebin. Začeli smo spremljati subscription rate, pobrali smo uporabnikov e-mail naslov in poskušali prepričati, da nam dajo telefonsko številko, recimo v zameno za nek start paket, recimo slip paket, kakorkoli. Se pravi, začeli smo se gibati na early stages of customer journey, tudi bolj suvereno, samo to lahko narediš samo, če res spremeniš KPI in če spremeniš svoje benchmarke. Ker ko te CEO vpraša, koliko je bilo prodaje in rečeš, lej, nič, potrošil sem pa 10 jurjev, če ne znaš tega utemeljiti, si hiter. Se znaš utemeljiti, brand awareness. Brand awareness, ja, točno, ampak, ja.
it's a challenge. Ne? Za nas brand awareness, kar smo imeli KPI, je enostavno. Dali smo YouTube spot, naredili custom audience, vse skupaj lepo potargetirali in enostavno merili uplift, se pravi dvig na Dormeo keyword. In kar mi opažamo, recimo, ne vem, dober case iz Romunije, dosti delamo te lojalnostne kampanje, ne, verjetno poznate preko Mercatorja, imamo Mercator Pika in podobno, ne, dole imamo podobno z Kauflandom. Kar smo ravno kar opažali je, da neka lojalnostna kampanja, ne, je prime time exposure na televiziji, ogromno dvigne brand awareness, se pravi, več ljudi se servira Dormeo keyword, ampak conversion rate pade. To pomeni, da enostavno there's an overspill to wholesale partner in tu takoj postane problem atribucije, ne, ker pač lahko rečeš, lej, ROI je ničen, če ne atribiram pravilno in postane kar challenge investirati v te zadeve, če ne pogledaš vse skupaj malo bolj iz višine, pa če nisi, včasih možeš biti malo manj strikten pri atribuciji stroškov. Gledamo first attribution, any attribution, Google Analytics omogoča kar dobro spremljanje vsega tega, vse dan so boljši, z Universal Analytics bo to še boljše. Tako da, ja, analitika je mogoče nekaj, kar nismo omenili, ampak pri nas eden najmočnejših departmentov. Tudi v Sloveniji vem, da imate kar to skrivljanje številke in analitika is your king. Mogoče Radoš, ti zali vek, da daš konkreten case, ker smo to v Sloveniji delali. Jaz ne bi zdaj tega konkretnega primera Livekti omenil, ampak kaj je bistveno, pa zelo enostavno povedano, ne? Jaz vsekakor priporočam, če želite graditi nek brand, da si del budžeta, ki ga nameravate nameniti oglaševanju, da alocirate v brand awareness. Kakšen je ta del budžeta, vem, če govorimo o nekaj 1000 evrskih mesečnih zneskih, ne vem, 10-20%, ne, težko je zmeriti. Ta brand awareness, pa ne vem, posledice tega, kaj prenesete, težko zmeriti. Če pa gradite brand prek interneta, vam pa tudi priporočam zakup oglasnega prostora po ceni na kliki. Zato, ker bo zelo manj klikov, vi boste imeli dosti velik impressionov, manj klikov, ne, in vas bo zelo manj stalo. Še kakšno vprašanje? Mene zanima, v bistvu ste dosti govorila o tem, kako stranko pripeljati na obiskovalca na stran. Zdaj pa, kaj pa tam dela v bistvu? Ko imaš enkrat, ko dobiš obiskovalca, s čim prepričaš, kako priješ v konverzije, kaj zdaj dela, so to one-pageri, kjere zadeve so tako najbolj efektivne? Super vprašanje. Ravno kar mapiramo customer journey na novi tehnologiji za e-commerce. In si že prej zabeležil, vse poti vodijo v conversion. To je ključno. Nisem zadnji gledal v Project Roomu, ogromno enih templatov, od člankov do komentarjev, od res contenta, do product viewjev, do nekih landing page, ampak vse se kar nekako zaključi tam v eni točki in to je kart, ne, in pa post-purchase, ker gre iz karta ven. Tako da, there is no one size fits all. V bistvu imaš proces, AB testing je še vedno super stvar, ne. Nekje deluje, recimo, kar smo začeli pri nas opažati, je, da nekje recimo delujejo klasični produkti, ko jih vidite na Amazon stranih ali pa kjerkoli na vseh mass merchantih, z manj teksta, z basic imidži, ne, dejansko delujejo boljš, ne, v smislu konverzije, kakor mi dostakrat delamo landing page, se pravi stran z komentarji, z, ne vem, testimoniali, z dobrimi grafikami. Presenetljivo, ne, včasih je bilo kar zelo pravilo, da bolj si imel rich content, bolj ti deloval, danes ne velja več, ne, ljudje niso prepričani, imajo rajš, mogoče, ne vem, traditional view od produkta. Tako da, koliko je pa klikov vmes, ne, odvisno na katerem koraku customer journey polovimo stranko. Zdaj, če oglašujemo z bannerji oziroma z YouTubeom, kjer v bistvu polovimo manj relevanten traffic, mi rečemo, tam vidimo, da ljudje zapustijo že na prvi strani ogromno uporabnikov zapusti prvo stran, brez bounce. Ampak kar je fora je, da jih moraš obvezno remarketirati, vse te uporabnike se remarketirajo in ti uporabniki pridejo drugič in se pogledajo več in se tudi subscribeajo. Tako da, koliko strani, katera ali eno stran ali več strani, mislim, potrebno je pogledati journey. In po mojem, potrebno je
vse pa mora nekako uporabnika peljati k tvojemu cilju, če je to subscription na e-mail, če je to, ne vem, naročilo neke spletne storitve, če je to nakup izdelka, kakorkoli, vse poti vodijo v Rim. Nekaj časa je bilo popularno, pa se je veliko govorilo o tem, da treba zgodbo prikazati, recimo celo to vezano produkt, storitev, karkoli, da nekako angažiraš obiskovalca, da začne to malo bolj pregledati, se pravi, v mojem mnenju je to preveč zahtevno. Ni nujno, abo testiraš. Za vsako stvar, kjer imaš neko idejo, dvom, ne veš, kaj se bo, ne se uporabniki odločijo. Vedno prepraviš dve variaciji, ponovadi eno variacijo že imaš, druga variacija je te, mogoče daljša zgodba pa bo omogočila boljši ali subscription ali boljši odziv na nek remarketing kampanjo, karkoli. Zastaviš si pač cilje, zastaviš si enostavno 3-4 cilje, tiste, ki jih lahko zasleduješ, in abo testiraš. In vidiš, kaj ti boljš deluje, obdržiš delujočo in iteriraš naprej. Kar je pa najbolj važno pri abo testu je, da v bistvu moraš imeti proces, se pravi, nikoli ni nekaj testiraš in to velja. V bistvu mi vsak kvartal naredimo eno rundo testinga v bistvu na teh glavnih straneh, kot so kart, kot so product view, kot so članki mogoče, na določenih trgih. Tudi na vzhodni Evropi, recimo, zanimivo, imaš eno rešitev za, ne vem, Makedonijo, ki v Litvi ne deluje. Enostavno v Litvi je nek behavior čist drugačen, na Češkem presenetljivo, še bolj drugačen. Čeh imajo ful radi neki klasičen view, tradicionalno, so tudi bolj online savvy, se mi zdi, ker pa mogoče v vzhodni trgi imajo rajš več zgodbe, daljšo zgodbo. Ne pozabiti, ne vem, security purchase, 30-day money back guarantee, pay in installments, pay with credit cards, vse, kar ti lahko dvigne kredibilnost za stranko, ti ponovadi tudi dvigne conversion rate. No, te stvari so res skozi čase ene isto testi pokažejo, da pač strani, ki imajo te klejme, delujejo boljšo. Za vse ostalo pa ni pravilo. Kaj pa kart, koliko informacij ali koliko distrakcij daje? Ponovno, poradoš, mislim, da si imel, v petek smo imeli Wheel of Fortune na kartu, ko smo se vsi ustrašili, kako bo bounce. Wheel of Fortune je ta element za vrti kolo sreče, ko dobiš malo popusta na ta kart. Mi smo se ful ustrašili na International, da bo to pač distraction za uporabnike, kar smo opazili v bistvu ni, conversion rate je šel gor. Ponovno abo test. Testirali smo, ne vem, gremo na Magento. Magento je claimu, zdaj ful je popularen ta one-step checkout, to Magento ima claimu, kot to je the holy grail, this is the future to go. Tisti, ko ne poznate, pač vse se zgodi samo na eni strani, na levi vnesete podatke, na sredini izberete dostavo, kartico, na desni imate overview in to je to, in se to skupaj lepo responsive, se pokaže na mobilcih in vse. In tam naj bi bile konverzije bistveno više. Mi smo to lepo dizajnirali, potestirali in ne boste verjeli, zadeva enostavno ne deluje. Saj za nas ne. Zakaj? Ne vem, mogoče zato, ker nimamo proposition, kot ga ima Amazona, nimo vrste, pač nismo mass merchant, imamo manjše število izdelkov, prodajamo ležišča, prči sajti so drugačni, stranka večkrat pride, preveri, primerja, se drugače obnaša, kot mogoče pri nakupu knjige na Ozonu ali pa na e-mautu, na teh mass merchantih. Tako da predlagam, da se testira. Če le imate možnost testirati, če imate možnost HTML dizajna, dan si testi, dosti simple, zdaj da se preko Google in to. Kaj pa vam prodaja najbolj cena? Cena vedno. Samo problem cene je, da na drugi strani, biti discounter, to je it's a drug, it's a drug. Ja. Seveda prodaja, mi vedno poskušamo delati na contentu, dejansko začne se že pri samem razvoju izdelka, pri sami tehnologiji, na USP-ih, pa se pravi selling proposition na izdelki, zgodba, ki se naredi iz izdelka, vse to pripelje k boljši prodaji. Vedno se morate res vprašati tisti why I do what I do. Vse prevečkrat pač imam izdelek, izdelko je dan skupaj češ. Greš na Alibaba, lahko kupiš, you name it. Vse se hiter prek DHL-a, Airship v Slovenijo in lahko podajaš. Ni ga izdelka, ko ga ne najdeš tam. In ni več challenge v samem razvoju, mislim, seveda je challenge v samem razvoju izdelka, mi imamo vlastno razvoj izdelkov, na brandih. Se pravi, tu je challenge, pa challenge je pri izdelavi zgodbe in dejansko izdelati, prikazati boljši izdelek, boljšo storitev za stranko, kar pa samo preprodajati kitajsko robo. To bi ni željeno dajati.
tega je ogromno. Pa tam pošli, da ni, da tudi konverzije so nizke, pa ni dobrega RBC. Ja, jaz bom zdaj še malo dopolnil, košarca. V Sloveniji imamo en super case na Topshopu, mislim, da je stari 5-6 let. Testiranje, absolutno. Zdaj bom povedal. Ko smo prenovljali takrat pred leti Topshop stran, smo prenovili tudi košarco, naredili malo bolj pregledno, izpostavili glavne kleme, hitra dostava, zanesljivo, varno, gor. Dodali krose, povečali smo konverzijo za recimo piši 60%. Zdaj si predstavljate, kakšna cifra je to. Če je 5, recimo, bilo, ne vem, 10 000 prometa na mesečni ravni, koliko je pol 60% dodatnega prometa. To je to, da splača vse testirati. Da niso to zdaj neke malenkostne razlike, do bistvenih razlik, kako priješ. Se vam vrnil še 2 koraka nazaj. Zelo pomembno je, ko pripelješ obiskovalca na spletno stran, da znaš identificirati, v kateri fazi nakupnega procesa je obiskovalec. Da mu prikažeš pravo landing stran. Bo nazoril s primerom, recimo, če napiše spanje, on zdaj, ne vem, mogoče razmišlja, da bo kaj bolj spal, ima pa probleme na spanju, ga pelješ na kak član, ko na splošno govori, on sam pade na Dormeo stran, vidi, ne, Dormeo se nekaj z ležiščem ukvarja, ampak takrat ga še sploh ne zanima ležišča. V naslednji fazi, ne vem, enkrat kasneje bo verjetno napisal ležišča. Pa še vedno ne ve, ali je to zdaj Hitex, Vita, Puri, Yogi, Dormeo, ga recimo pelješ na neki članek, svetovanje, recimo nek nakupni vodič v nakupu ležišč, kaj je dobro vedeti pri nakupu ležišč. V naslednji fazi bo on, že nekaj zdaj definiral, katere so te firme, pa bo mogoče napisal Dormeo ležišče, pa ga pelješ na kategorijsko stran, pa mu daš tam, ponudiš nek konfigurator, da bo on sam prišel do nekega ustreznega ležišča. Bo pa on točno vedel, ne vem, ko bo pa napisal Dormeo, iMemory, pa ga bo pelješ na produktno stran. Se pravi, potrebno je identificirati v kateri fazi nakupnega procesa, pa pravo landing stran. Remarketing pomaga bolj. Jaz bi tukaj omenil en zanimiv case. Amazon, tisti, ki kupujete kaj prek Amazona, dajte biti pozorni, kaj se zgodi, ko kliknete checkout. Takrat, čisto ko user experience se spremeni, vi greste iz te trgovine njihove, greste čisto je redirect, in je ta nakupni proces iz 1, 2, 3, 4, 5, ko priješ pod do plačila, je čist zase, vse je belo in oni, ki so to naredili, to je bil tudi AB test in to je eden najbolj uspešnih AB testov v zgodovini. So takrat povečali, ne vem, procent zdaj, da ne bom na pamet rekel, ampak ogromen, se pravi, enim so prikazali to košarico v trgovini, enim pa takole, kot je zdaj. In to je ful, recimo, povečan, in če Amazon deluje, verjeten, lahko bomo tukaj. Ja, še kakšno vprašanje? Jaz sem samo še Mene zanima, če slučajno veste ali pa ste se kaj sprašvali, kako je, se pravi, primer AdWordsov, še recimo 1 leto nazaj ni pisal gor na prvih 3 mestih oglas. Se pravi, čisto po domače, laično, razni pokojnici, sploh niso vedeli, da kaj gre, so klikali in zdaj pa piše posod gor oglas. Kako je to vplivalo na prodajo, recimo? A ste kaj zaznali, so bile kakšne spremembe? Jaz teh podatkov nimam, ampak še zdaj je zelo tako majhna razlika, Jaz si še vedno upam trditi, da te upokojnice še vedno ne vejo, kaj je oglas, pa kaj organski zadetek, še vedno klikajo. Še kakšno vprašanje? Ok, pa bi pa na tej točki zaključali, jaz se vsem zahvaljujem za obisk, tako da naslednji startup pa v začetku junija. Hvala. Hvala.